Razstava je na ogled v Kurnikovi hiši v Tržiču in je izbor gradiva, ki ga hrani tržiška knjižnica. Predstavljajo 19 oseb. Gre za osebe, ki so se priselile v Tržič, niso bile tukaj rojene, ki so vsaj določen del življenja živele tukaj in doprinesle, dale en svoj doprinos k razvoju mesta. Razstava vsebuje tudi zanimivejši del, to je ustno izročilo starejših občanov, ki so o osebah znali povedati takšno ali drugačno zgodbo. Najprej bi izpostavil recimo Radeckega, feldmaršala Radeckega. Zakaj? Že tako ali tako je zelo veliko omenjen ob zdaj aktualni šuštarski nedelji, ko se obeležuje 250 let njegovega rojstva. Sicer pa, ne vem, zelo veliko oseb me je, bomo nekako impresioniral, tudi zaradi tega, ker se nismo nenazadnje posvetili samo našemu gradivu, ampak smo šli tudi med ljudi, iskali sogovornike in iskali neke ljudi, ki so nam posredovali neke spomine. Naj si bo spomine njihovih staršev, naj si bo spomine njih samih na določene osebe. In seveda, saj zato smo si pa tudi izbrali, ob predstavitvi smo zmeraj dodali kratko anekdoto, ker menimo, da je to tisto, kar človeka najbolj pritegne. Popestritev pisnih virov so vsekakor predmeti iz obdobja 19. stoletja, nekateri res zelo dobro ohranjeni. Izbirali smo predmete v Tržiškem muzeju, hranimo jih res veliko, sicer redki predmeti so konkretno vezani na določene osebnosti, ampak tudi nekaj takih smo našli, ki so vezane na osebnosti, ki so bile zbrane za to razstavo. Sicer smo pa s predmeti predvsem skušali opozoriti na čas, v katerem so živeli, na delo, ki so ga upravljali, pa tudi izbirali smo predmete, ki so v resnici mlajšega izvora in kažejo na to, da se je njihova dediščina ohranila v sodobnost. Torej, recimo pri Petru Kozini ne razstavljamo samo para čevljev, ki je bil izdelan v času, ko je bil on še direktor v Peku, ampak predstavljamo tudi čevlje, ki so jih izdelovali pozneje, pa predstavljamo maskoto Peka in šuštarske nedelje, torej tega šuštarčka, ki je domala vsaki tržiški hiši, bliža se šuštarska nedelja in zdaj seveda, tako kot smo razmišljali o Petru Kozini, kot enem pomembnem, v resnici Prišleku, ki je izjemno zaznamoval življenje Tržičanov, tako smo razmišljali tudi pri drugih. Torej, najti ali predmet iz njihovega življenja ali pa z drugimi predmeti pokazati na delo, ki so ga opravljali. Če boste torej na šuštarsko nedeljo tudi vi obiskali Tržič, le zavite v Kurnikovo hišo in vsaj za nekaj minut postanite pristni vaški radovednež. Veseli vas bodo!